In ko ti tule začne piskati v prvi trenutek, niti ne veš, koga je, te kar srce se ustavi, tako da... Ne mi kresen, Draško. Zakaj mi kradeš? Baraba žlehna. Tole je pa notranji bazen. Kakšna budala, Bog so smil. Dober, kakšen fejs dober šofer bo rekel, placa še za avion. Živja družba, evo, mi se odpravljamo na vikend izlet v Zadar. Gremo jaz, oče, mama, nečaki in sestra. Gremo v en super hotelček, tako da gledajte naprej, hud hotel, res, v takih sem jaz malkrat. Bomo pa najbrž imeli slabo vreme, tako da vam ne moram obljubiti, koliko lepega bom pokazal, pa zanimivega. So to kraji, kjer je veliko čudovitih stvari, tako da, če bo vreme, boste videli hude stvari v nadaljevanju. Kaj, Draško? Smo že prispeli v hotel. Dajte, da vam pokažem sobe. Dajte, tole je ena soba z zakonsko posteljo. Dajte, veliko placa, dost lepo, zelo vse. To mi je všeč. Potem tukaj še ena soba z eno tako pomožno posteljo, televizor, ful dober, če mene vprašate, lejte. Noro, 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 sem navdušen, zdaj gremo pa še WC pogledat. Wow, lejte, lejte, to tacga ne vidite ponovati na mojih potovanjih, ne, jaz balune za 20 € iščem, evo, WC, tuš kabina, lejte, super, super, super. Napišite v komentar, kaj mislite o tem hotelu, pa kaj mislite, koliko je tole stalo s polpenzionom, z vključenim bazenom in savnom. Koliko mislite, da je tole na noč, lahko napišete, koliko je za eno ali pa za dve osebe. Ne mi kresen, Draško. Zakaj mi kradeš? Baraba žlehna. Zakaj mi kradeš? A boš pojedel, Draško? Povej ti, kako stric to mi je. Naravno zgršen, Draško. To bi se baše jedel. Kaj? Stric, to bi se baše jedel. Ja? Tegale sploh nisem videl včeraj, ko sem zvečer bil. Lejte, tole pa bo užitek. Lepo tudi nobene gužvice, čist lepo, sam bom. Grem sicer prej v savno, da se orenk segrejem, pol pa sem le noter. Lejte, ful super imajo. Lejte, tam tudi še malo bazenčka. Dober, zunaj ne bom ležal, ampak fino je. Evo, samo za vas sem čakal, ta prvi na vhodu, 10 minut, da vam pokažem, kako dober imajo za jest, kako lepa jedilnica in vse. Ker polk je ful ljudi, se veste, ne moreš to snemati, že saj me tamle gospa malo čudno gleda. Lejte, tle imaš kavico, teli soki tle so ful dobri. Lejte, solat, milijon vrst, tudi pivo, vino, vse imaš zastonj. Lejte, na začetek juhca. Včeraj so bile 2 vrste. Moram kar pohitati, ko ljudje že brgajo, lejte, tlele razne solatke. Ni, da ni, lejte, sadja, kukar češ. Potem tudi sladice na teli strani, lejte. Kako lepo. Tamle kruha, kukar češ. Ljudje že navaluje. Tlele celo pico lahko dobiš, lejte. Evo, lejte, rižota, makaroni, pice. Pico bom danes sil, en košček, pa lejte s temle kapram, ki so ful dobre. No, tle ti pa, tle imajo pa ta glavne zadeve. Njoki, kaj je to?
juneči gulaš, lejte, tale krompir bo dober. Pol je pa, lejte, tle možakar peče, ne, še en drug. Včeraj so bile ribce, aha, lejte, kakšne lepe ribce. Lejte, tole, lejte, a ni vrhunsko. Tako da tukaj se je vrhunsko dober. Tako da, noro dober. Kaj se ga bom najel? Pa lačen sem, ker sem bil cel dan v bazeni, savni, vrhunsko. Danes sem se potrudil, da sem prvi v savni, da vam pokažem, kako izgleda, ker se veste, polke so ljudje, ne more snemati. Glede, tle ima zunaj džakuzi, pa tamle ležalnike. Zdaj gremo pa noter v savno, tole je ful dober zvečer. Zdaj gremo pa noter v savno, boste videli, kako ima to fino. Lejte, tle sem jaz včeraj celo noč preležal. Lejte, in takole imate, ne, se lepo uležeš, pa se fino imaš. Lejte, tukaj tudi ogromno ležalnikov in tukaj tudi takole, lejte, ful dober za ležati, lejte. Fantastično, če mene vprašaš. Tamle smo tudi spustili, je še en bazenček. Lejte, tle lahko ven zaplavaš. Ljudje že prihajajo, moram to hitro posneti. Lejte, tole je pa savna, tole je turška, tole je finska in finska je zelo velika in fina. Tle imaš pol tuše, pa vse to, v glavnem res ful dobra zadeva, tako da jaz sem tukaj užival še pa še. Tole je pa notranji bazen, lejte, in temle lahko plavaš ven, imate bazenček tudi zunaj, tukaj lejte čisto blizu morje. V glavnem super zadevca, ležalniki, ne morem čisto se pokazati, ker so že ljudje noter, tako da tukaj en sam užitek vam povem, res je ful dober. Da vam pokažem naš hotel od zunaj. Moderna zadeva, se pravim, 4 zvezdice. Jaz običajno nisem v takih, lejte, tamle nekje smo bili. Drugač pa, lejte, gledajte naprej. Zdaj grem jaz malo okoli in take zanimive stvari vam bom pokazal. Eno tako lepo pot, tlele avtomobili bojo šli glih, kje so me najdel. Eno tako lepo izletniško pot, ki jo vsakmu priporočam. Jaz sem že stukati jo bil, pa grem zdaj ful z veseljem, zato ker v tem letnem času je drugač, pa tudi že 2 leti nisem bil, ne, oziroma ne vem kdaj sem, ja, 2 leti bo, ali, ne vem točno. V glavnem, ful je dober. Boste videli, tudi ene stvari bom še videl, ki jih še nisem najboljš videl. Problem je samo čas. Vidite, zakaj jaz narajš samo okoli hodim? Zato, ker potem ni cajt, noben problem. Jaz bi lahko v 2 zjutraj prišel. Tako sem pa skupaj starš, sestro, z nečaki. Ja, se treba pa prilagajati, ne, tako da. Ne, zdaj pa sem še skočen kele ob morje, da vidim morje, pol pa gac naprej in se že ful veselim. No, zdaj sem pa prišel na plažo izpred hotela. Dobro, lejte, malo pusto je, zato ker pač je ni sezone in pač ne urejajo. Drugače pa malo sem mogel morje videti. Zdaj, če hočete tale hotel rezervirati po res ugodni ceni, tako kot sem ga jaz, imate v opisu tega videa link, pa pejte pa poglejte ponudbo. Mi smo bili zelo ugodno. Manj kot 75 evrov na noč je bilo za eno osebo z polpenzionom, z vključenim savnam, bazenom,
pa še ena masaža je prepadala, pa še za otroke je bilo zastonj, tako da res dobra ponudba. Nič, zdaj se pa poslavljamo tukaj, pa gas naprej in raziskovati. Prišel sem na prvo točko. Glejte, tu je stari Maslenički most. Jaz sem tamle čez cesto, pa dol. Pa vam tam kaj več povedal, ker tle tako piha. Vprašanje, kako šlište. Drugače, da to se pripeleš po cesti iz Zadra, po ta stari in... Glejte, tle sem lepo parkiral in se sprehodil kele dol. Glejte, zanimivo, tisti hribi od zadaj so Tulove grede. Jaz sem bil 2 let nazaj. Fantastično, to je tik nad Svetim Rokom v tunel, ki greste. Noro, vam povem, noro. No, zdaj sem prišel že skoraj dol. Glejte, tamle je kraj Maslenica, čez, tole je ta star Maslenički most. Glejte, tamle na oni strani je pa ta, ki gre avtocesta čez, sigurno ste se že peljali, samo ne veste, kje točno je to. Drugače pa, glejte, tole je ta ožina, ne. Tukaj, tam je morje, tukaj je pa noter velik zaliv, ki se imenuje ta morje se imenuje Novigradsko more. To zato, ker je tam tudi en kraj Novigrad, ki ga sicer danes ne bom obiskal, ampak je zelo, zelo zanimiv. Enkrat sem že bil, zanimiv grad ima in tako naprej. Glejte, tudi če se na uni strani ustavite, imate pot čisto dol, tako tudi zanimivo. Glejte, tamle gor na vrhu pa zapuščen hotelček, ki sem ga pred kratkem pogledal, 2 let nazaj, in imam tudi posnetke. Tako da v opisu tega video posnetka si lahko pogleda, kako sem se po tistem hotelu gor sprehodil in tudi posnetki so. No, zdaj pa gremo nazaj, pa gas naprej, zato se veste, na kratko sem s časom, pa toliko lepih stvari imam za videti, tole pa res fenomenalno. Sem še par fotk naredim, tako da poglejte si fotke na mojem Instagram profilu, ker so res dobre, ne da sem res tako dober, ampak ta kraj je tako fotogeničen, da je to nekaj neverjetnega. Zdaj se peljem proti Obrovcu in tukaj nekje bom mogel desno zaviti dol z ceste in če vam po pravici povem, čeprav sem tukaj že velikokrat bil, to čisto zmeraj zgrešim. Ponavadi se peljem malo gor, malo dol, pa pol najdem. Aha, čeprav, lejte, zdajle pa mislim, da mi bo tole ratalo. Je pa tle boste videli naprej fej slaba pot. Ja, lejte, lahko bi šel že tlele dol, pa ne grem, ampak grem tamle naslednjega, tako da boste vedeli, lejte, če boste šli tik za temle znakom, ki je za divjat, evo, greste tukaj, ja, evo, prvič v življenju, da sem zadu. Lejte, zdaj ta točka, kako se točno imenuje, označena je, mislim, da Vidikovac, Zrmanje ali nekaj tacga. V glavnem, takrat nekaj cajta se pelete po takili cesti, pa na konci še malo slabša, jo bom pokazal. Ampak, ko bomo odkaj prišli, boste videli, da je bilo vredno. S prvo točko ne bo nič. Tamle je bila policija in policaj prepotenten, pameten, kastu mater. Obrnite, pa pejte, no, povedal je po njihovo. Aha, sem rekel, dober, nisem čist reagiral, ne, mislim, kaj zdaj tu, ne, dober, sem še rekel, če grem lahko kaj je bil parkir plač, če lahko tam berem, ne, tle, mislim, kaj ima fora, če grem 5-10 metrov naprej. No, in pol jaz obrnem, pa sem rekel, dober, bom vprašal, v čem je problem, zakaj se ne da. Jaz, ko obrnem, grem z avta ven in grem do avta in non-stop ven, ves napet, živčen, sem rekel, a se lahko gre peš naprej, ne? Je rekel, obrnite se pa nazaj. Mislim, čakaj, sem rekel, pa tle je nekaj razgledna točka, bi še rad pogledat, ne, obrnite se pa nazaj. Mislim, prepotenten, ko sem mu dal uniformo in zdaj misli, da je čist glaven na
tem svetu, lahko bi povedal, lejte, gospod, ne morete, zlagal bi se nekaj drugega, ne, zakaj, ne, ampak on more, kada zdaj, mislim, kada je zdaj on, cela Hrvaška zavisi od njega, najbrž on rešuje tamle Hrvaško dol, mislim, kakšna budala, Bog so smil. Tole sem pa tik pred Obrovcem, kjer je tole zapuščena tovarna gline. To je verjetno vse propalo med vojno, je pa tudi menda bila to zelo zgrešena investicija, ena najbolj zgrešenih v Jugoslaviji. Lejte, piha tako, da je za znort. Ne bom se zdaj tle ful dolg cajta zadržal, aha, in je celo čoven tle parkiral. Jaz sem to že večkrat videl, lejte, sem pa tamle videl, lejte, kušlo sončno elektrarno so naredili. Tako da zanimivo, drugače pa to ful velik kompleks. Jaz sem to enkrat že vse pregledal, piha pa tako, da kar avto prestavlja. Zdaj tle noter malo manj, lejte, vse zapuščeno, tako da zdaj pa naprej v Obrovac, tako da mislil sem, da nas dron spuščat, pa ne bo šlo, ker čist preveč piha, mi ga bo odneslo ne vem kam. Zdaj se pa spuščam v, po mojem mnenju, čudovito mesto Obrovac. Lejte, tamle je bila celo tovarna Elanova včasih. Tukaj teče reka Zrmanje čez. Jaz se tegale kraja, ne boste verjeli, spomnim kot majhen otrok, ker mi je bilo čudno, ker smo se točno po tej cesti smo se dol pripeljali z očetom, bil sem star 8 let, mogoče nekaj tacga, in se mi čudno zdelo, ker smo dol prišli, da so bili čolni noter taki, k v morju. Je bila pa to reka, ne, sej da ne sme to logično, lejte, tamle trdnjava v Obrovcu, iz tam gor sem enkrat šel, pa sem drona spustil, fantastični posnetki. Lejte, danes, kakor sem že rekel, z dronom ne bom mogel snemati, ker čist preveč piha, sej tlele ne. Ampak lejte, imam posnetke tako iz tizga, bom rekel, razgledne točke, ki so me policaji nagnali, in tudi tukaj iz Obrovca, in bom vse noter dal. Zdaj, če bom najdu, če sem to najdu, ste tiste razgledne točke že videli, tole boste pa še videli. No, jaz mislim, da moram nekje imeti, ker imam te arhive kar dobro urejene. Evo, lejte, zdaj bomo pa prišli dol čisto v mesto, ob Zrmanje boste videli. Mislim, meni je fantastično, aha, tle, da me ne bojo spet kakšni policaji zabavali, glih tle policija. Lejte, se to je čist majhna vasi, mislim, je mesto drugačne, ampak ni nič posebenega, ne, lejte, ta grad gor je in tlele se pravi ta reka Zrmanja, lejte, ne, pride noter zelo globoko meni je to všeč, no, več pa v dron posnetkih, ki jih bom pokazal zdajle, ampak to so stari dron posnetki. Zdaj sem sam na hiter malo ven stopil, piha še zmeraj, lejte, to je tale grad, gor vidim, da ga nekaj obnavljajo, jaz sem šel tle gor na grad, jaz sem tle dol spustil, fantastično je bilo. Zdaj grem pa nazaj, pa po tisti cesti naprej do enih slapov. Upam sem, da tam malo manj piha, drugače pa tle belke ne cajt ustavo, ne, lejte. Ampak je luštno mesto, no. Zdaj grem iz Obrovca proti Zagrebu po ta stari cesti, bi temu rekel, ne. In lejte, tlele, ki imate tele table, morate zaviti desno, da pridete do tale Berbererov kuk. To je na Zrmanji, tak, zanimiv, slab, zanimiva vasica, boste videli. Evo, pa smo prišli do tle. Sicer gledam, ne, sonce ni na pravi stran, drugače pa ful hudi slapovi, gremo dol malo nižji, noro dober tole, noro. Zdaj sem prišel dol, tako da tukaj je malo boljša slika. Če nam probam še na uno stran prideti, drugače, tle smo se enkrat polet kopali in je bilo ful hudo.
Imam pa dobro zgodbico. Glih nekje tle, ko sem šel, je sodelavc, šli smo s firmo, snemal pod vodo in je glih kača nekako šla. Jaz sploh ni videl je še na pol, ki je doma gledal ta video. Ne, drugače pa, je bilo manj vode, kot zdaj, pa to si šel skozi lahko čist do druge strani. Tako da je bilo fantastično, res. Tole je drugače en gostinski objekt, tudi kamping nud, sobe, pa je mojster mogel vse zaprt, da slučajno ne bi kdo, ne, tamle vidite ima zaprte vrata, da moram tlele jeti, da slučajno ne bi kdo šel tle pogledat k reki. Drugače pa tle cel kup nekih starih avtomobilov, brez tabelce, tako da, ja. Drugače se tle turizem kar razvija, ker ima res tole čudovito reko. Ejde, zdaj te videli pa tale most. Tu glih za glih, da prideš. Glih za glih, lejte. Dober, kakšen fejs dober šofer bo rekel, placa še za avion. Ja, glih za glih. Tako da, zanimiv mi je ta mostek, no. Glede, tole sem pa v zadnjem trenutku videl. Aha, ne, sej bo šlo. Ali sem mislil, da fali. Ja, takole je tale mostek. Glejte, lepo, lepo, nimaš kaj reči. Čudovito, ne lepo. Od tistega mosta, ki ste ga videli tam, sem se pelal sam slabih 10 minut in sem prišel sem. Glejte, tlele Peugeotček, revež propada. Zdaj pa tlele, ne, tamle zadaj je reka Zrmanja. Jaz sem tle že bil, enkrat smo bili, ampak je cajta zmanjkalo, da bi vse pregledal, tako, kot ga bo danes, ne. In tle dol so otoki na reki Zrmanji, pa je en ful hud slap, pri slapu sem tudi že bil. Ejte, tudi mogoče tiste posnetke dal, ja, jih bom dal. Bom pa tudi zdajle drona spustil, tako da super, noro, tlele je res rep kraj. Je malo težko priti do sem, ampak je super, boste videli. Sploh ne veste, kaj je tlele od zadej, res ne. Povejte mi, če sem prav rekel, ker sem rekel, da se sploh ne predstavljate, kaj je tle od zadej in lejte, to je to. Ampak tamle gor je še lepš. Tako da jaz nimam cajta jet. Evo, bo pa dron tole posnel, boste videli. Fantazija. Veste, kaj imam pa jaz tle plan? Že 2 let, pa mi ni ratalo. Ampak drug let mi pa bo. Iti od tle gor še mal, pa se po Zrmanji spustiti čist dol do morja. To mi je taka želja. Čovn sem si že kupil, sam še iti moram iti. Tako da to bo pustolovščina taka, to moram iti kdaj? Maja, junija. To bom šel, boste videli, da bom.
zdaj sem šel po tej cesti naprej, kot sem že rekel, tle sem se že vozil in to zdaj izgleda, da za asfalt pripravljajo to cesto, ker je bila včasih ful slabša. Tako da zdaj grem naprej, da pridem do samostana Krka, tam se sem na hitro ustavimo, potem pa naprej do kanjona reke Krupe, tudi jako zanimivo. Zdaj pa prihajamo do manastirja Krupa, se pravi samostana Krupa. Glejte, tole je reka Krupa, ki ste videli. Zdaj gremo čez ene ostke mostičke. Zdaj nikoli še nisem videl toliko vode. Jaz sem to ponovadi poleti tukaj ali pa ne vem, pozno spomlad in je vode veliko manj kot zdaj. Je pa tlele zelo lepo, tako da jaz se zmeraj tlele ustavim čist na hiter, pa se malo sprehodim. Ampak, glejte, danes se ne bom, ker se mi mudi. Glejte, tole je pa samostan Krupa. Tle so včasih bile samo ženske noter, če se ne motim. Ne me držati za besedo. Jaz sem že bil noter, če je kakšen človek tle, te povab noter, mislim, en pop je bil. Tako da, zanimivo, no. Zdaj gremo pa naprej. Imamo še par lepih stvari. Tole je čudovita razgledna točka, čudovita, ampak zdaj ni tako dober, ker je sonce na oni stran. Drugače pa da vam povem, tukaj se je vse začelo. Tukaj sem jaz odkril tole reko Krupo. Mi smo se tukaj slučajno peljali in smo se ustavili, smo rekli, aha, nekaj je ena razgledna točka. In mi se ustavimo in srečemo, aha, tamle kanjon reke noter, prav lepo se vidi. Sem rekel, nekje moramo bližje priti. In potem smo šli po tej cesti naprej in ta prvič, ko se dalo nekako tako, bom rekel, normalno levo zaviti, smo zavili levo in zdaj gremo tja in boste videli, kam smo prišli. Prišel sem sem in veste, da sem kar malo slabe vole. Veste, zakaj sem slabe vole? Zato, ker zdaj vam bom pokazal eno mojo odlično poslovno priložnost, ker sem vedel, da obstaja in da je to priložnost, da sem jo zamudil. Glejte, tole je pa tale hiška. Škoda, ker tako piha. Glejte, tukaj je živel en star Srb. To je bila hiša 100 let stara iz kamna, pol je bila štala, pol je bila hiša. In človek je bil bolan in vse, in sin se je v Novi Sad preselil in jaz sem vedel, da bi on to prodal, ampak mu nisem nikoli rekel. Zmeraj sem se spomnil, joj, nisem ga vprašal. Jaz sem tle pri njemu bil 15krat sigurno, sedel na dvorišču, not v bajt. Sir sem zmeraj od njega kupil. In lejte, to je zdaj en kupil in lejte, je že tole lepo naredil. Lejte, tle razgleda bo še nekaj delo, pa tam od zadaj tudi. In lejte, razgled pa dol na reko, kanjon reke Krupe, fantastičen. Ampak zdaj ta razgled ni nič proti tistem, kar je tu polet, spomlad, pa ko greš malo nižji, pa ki sonce na un stran, pa ni dober. Tako da, tole poslovno priložnost sem pa res zamočil. Dober, po drugi strani sem vesel, da je en drug to naredil. Lejte, ja, ustral sem ga, sem slabe vole, sem. No, drugače pa tle, če boste prišli, tamle gor malo višji parkirate, tle po pravilih ne bi smo, ampak saj sem grem in lejte, tle gre potka dol. In greš lahko čist tele dol in lejte, tam dol sem midva enkrat z kolegom kampirala. Fantastično je bilo. Lejte, bom
poiskal videe, pa jih dam noter, upam, da najdem in dron imam tle posnet še pa še in vse bom dal po temu, ne drugače pa, veste, mislim, na tole imam jaz tako lepe spomine. Takrat, naslednji dan, en dan sva not kampirala, pokaj pridejo gor, najprej tele cel kup gost pričaka, pa ta gospod, pa se malo pogovarjamo. Mislim, pa tle sem noter slikan s cel kup gozam, bom videl, kaj bom vse najdel, pa bom probal vse v video dati. Tako da, fantastično, fantastično. Lejte, zdaj pa se tale moja avantura ni se še čisto končala, se pa bolj ne končuje, ker gremo domov in oni me bojo tam čakali, ker moram jaz še očeta v avto vzeti. Zdaj iz Zadra pa do tamle, do Maslenice se bojo malo stisnili, tam pa jaz očeta poberem, pa gremo domov. Drugače pa tole so čudoviti kraji. Tako čudoviti, jaz sem navdušen nad njim in naslednje let bom si tole vzel 5 do 7 dni in grem tle in bom tle še veliko stvari raziskal, ker je res fantastično. Tle sem včeraj gledal, tle dokaj blizu eno ferato so naredili. Pa take zadeve in tle so mi lepi hribi, drugačni so. Ful mi je dober, no, narava fantastična, tako da, wow. A ja, pa še to naj povem, jaz sem 2 leti nazaj prehodil Krupo od izvira, ne, že dobre 2 leti bo, od izvira do izliva. In tole je na mojem YouTubeu, tako da si poglejte. Bom dal opis tega videa, bom dal tudi ta link, tako da poglejte. Zanimiva izkušnja, pa še v vodo sem pol, pa me je užalilo, veste kako, da sem v mehurje. Tako da, ja, tako je bilo. V glavnem, lepo se spominjati, lepo je bilo te kraje videti. Čeprav moram čisto po pravici povedati, takrat, ko je majčkeno bolj toplo, pa ko ne piha, je boljše. Nič, gremo dalje. Zdaj sem spet tukaj pri Obrovcu, levo bi šli v Obrovac, jaz grem pa tukaj desno za Sveti Rok in boste videli, kaj bom prišel. Ena zelo zanimiva stvar, gledajte, tamle gor Tulove grede, če greste na te Tulove grede, greste tudi tukaj. Tam po tem Tulovim gredam so snemali tudi Vinetu, en del Vinetuja. Vinetu so tle snemali na večjih krajih, snemali so ga tudi v Paklanici, na tistem kraju, ki mene policaji niso pustili, na Kornatih, tako da več tega je. Tako da mi gremo zdaj tle gor, hmal bomo ena zanimiva stvar. Da vam malo pokažem tole zanimivo cesto, da boste imeli občutek, kam gremo. Gremo nekam zelo v hribe in to se kar dvigujemo, cesta je ozka, tudi bolj težko se tle dva srečata, ampak gremo. Evo in smo prispeli. Boste rekli nič posebenega, kam nam kažeš to staro podrto hišo. Ampak, veste, kdo se v tej hiši rodil? Bolj malo vas to ve. Lejte, hiša čisto majhna. V tej hiši se je rodil, ne vem pred koliko leti, proglašen najboljši nogometaš na svetu. To je Luka Modrić. Prav v tej hiši se je rodil. Žal so mu tukaj na vhodu te hiše tudi Srbi ubili detka. Čeprav zanimivo, to se nikjer ne piše. Mama od Luka Modrića je bila Srbkinja. Nikje sem prebral, lejte, zdaj, ne čisto za 1000% vzeti. Drugač pa, zakaj se jaz rad tukaj ustavim? Veste, zakaj? Zato, ker, lejte, če je tale fant
iz tele hiše, ki se je tukaj rodil, tukaj, lejte, tle ni nikjer okoli nobene bajte, ovce je tle človek pasu, Obrovec se stran 6, 7, 8 kilometrov. In lejte, je postal najboljši nogometaš na svetu. Milijone in milijone denarja ima in ne jih ima, nič mu nisem navoščljiv. Lejte, vse se da, če se hoče. Lejte, to je dokaz, Luka Modrić je eno dokazal, da se vse da, če se hoče. Če je volja dovolj velika, če človek pripravljen delati in da pač tu dela nekaj, kar ga veseli, njega fuzbal sigurno veseli, če ne bi bil nekaj tacga, tako da lejte. Jaz doskrat takrat, ko mislim, da se kaj ne da, se spomnim Luka Modrića. Verjetno še koga, pa se ga zdajle ne spomnim. Ampak gledajte, to je res fenomen. Fenomen. Tako da dajte napisati v komentar, če se strinjate z mano, da je vse možno, če se hoče, ali boste spet kdo najdu zgovore, ja, pa on je tu, pa on je tu, pa tu. Ni, lejte, vse se da, če se hoče. Pika, amen, tako jaz mislim, seveda, lahko vi drugače mislite. In vas res prosim, dajte zapisati mnenje v komentar, kaj si mislite o tem. Tudi, če se ne strinjate. Če se ne strinjate, bom še bolj tega komentarja vesel. Tako da napišite, evo, še enkrat, rojstna hiša Luka Modrića. Tle gor naprej se gre pa na Sveti Rok, pa pol tiste Tulove grede. V glavnem, meni so tole čudoviti kraji.